Gospod Lotrič, kako v vašem podjetju spodbujate zaposlene k inovacijski dejavnosti? Poglejte, uveden imamo, mi rečemo Space Award. To pomeni, da na mesečni ravni zbiramo predloge, koristne predloge v obliki splošnih predlogov k izboljšanju dela, blagovnih znamk, inovacij, invencij, skratka na vse načine. Poskušamo spodbuditi sodelavce, da stalno, ker to je proces, to ni enkratno dejanje pri nas, da stalno se angažirajo pri tej zadevi in na ta način imamo uveden zbiranje predlogov, potem jih na mesečni ravni obdelamo, jih predstavimo ostalim sodelavcem, enkrat letno na 3-dnevni akademiji vesolja ji rečemo, tam pa, bom rekel, še posebej nagradimo predloge, in sicer je teh 5 dnev, se pravi mesečno, pa k bruto plači oziroma k neto plači seveda se odraža potem tudi nagrada za vsak podeljen predlog. Mi temu rečemo potem, da zbiramo utrinke in ti utrinki pa prinašajo tudi stimulacijo. Odzivi so gotovo veliki. Ja, seveda, veste kako, najprej je tisto zadovoljstvo, da vsak posameznik prispeva k neki novi rešitvi, ali je to na tehničnem področju, recimo neka meroslovna storitev je nova, ali na področju marketinga, prodaje, nabave, skratka na vseh področjih. Logistika je izredno pomembna, tam je, bom rekel, res veliko predlogov, največ predlogov v lanskem letu, preko 500 smo jih zbrali, se pa nanaša na našo, se pravi programsko opremo, Q3, drevo kakovosti. Tu je s 1. aprilom smo štartali s tem programom in vse te novosti, ki jih sodelavke in sodelavci želijo pri svojem delu, smo jih upoštevali in to smo šteli kot predloge. Kako pa sodelujete z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami? No, zelo dobro tako z inštituti kot univerzami. Tukaj lahko naštejem inštitut Jožef Štefan, na tem delu imamo CEK E9 in pa F2. Tukaj sodelujemo tako na področju mladih raziskovalcev, se pravi imamo podiplomske študente, doktorante, ki razvijajo, se pravi, svojo doktorsko nalogo in pa seveda hkrati pomagajo pri razvoju naših storitev izdelkov. Potem imamo zelo dobro sodelovanje z obema oziroma 2 strojnima fakultetama, tako ljubljansko in pa mariborsko. Pogrešamo pa sodelovanje z elektrofakulteto, zelo dobro sodelovanje pa prav tako z IMT-jem, Inštitutom za kovinske materiale in tehnologijo.